Dober večer, danes pozdravljam tukaj Barbaro iz ženske vokalne skupine Katica, ki bo danes nastopila na Jurčkovem odru. Pozdravljeni. Dober večer. Zdi se, kot da so Katice začele prepevati z Vladom Kreslinom Dekle moje, pojdi z menoj. Ampak v resnici se je vse začelo že mnogo prej, v 90-ih, ko ste se oblikovali iz akademske folklorne skupine France Marold. Ja, začeli smo kot Maroldovke in se potem s časoma smo bolj in bolj prepevali, ampak jaz mislim, da če smo bile bolj prepoznavne takrat s Kreslinom, smo bile verjetno ta prvič bolj prepoznavne z Magnifikom, Zeleni Jure, pa Rezjanka, pa Pastirče. Takrat je verjetno največ ljudi slišali za Katice. Torej, akademska folklorna skupina, torej znajo Katice tudi plesati in menda to včasih pokažete na vaših nastopih. Ja, Katice znamo še plesati največ koreografijo od Marolta. Danes, nažalost, ne bomo nič plesali, čeprav velikrat ob nastopih tudi kaj plešamo, ampak mi se komaj stlačimo na Jurčkov oder, tako da bomo prav zelo primer. Zakaj pravzaprav Katice? Človek bi pomislil, da je morda med 13 izvajalkami malo morje Kati ali Katic. Odkot vaše ime? Katice nimamo v resnici, pa tudi Katre ne več, čeprav smo imeli eno Katro. Katice smo nastale še najbolj po eni zelo lepi prekmurski pesmi Spevaj nama Katica, ki jo bomo celo danes večer nastopali. Bilo je pa tudi ena taka zgodba v zadnji, ko smo z Magnifikom nastopali in takrat še sploh nismo bile prav formirane kot skupina in so prišli novinari in so rekli, pa kdo ste ve, pa ne moramo mi reči, da smo Maroldovke, ker nismo kot Maroldovke nastopali, pa je rekel Magnifiko, bodite Katice. Torej Magnifiko je vsega kriv. Mečkan je kriv, ja. Prepevate izvirne pesmi iz vseh slovenskih pokrajin, najraje pa tiste iz obrobja, iz Istre, iz Rezije. Zakaj? So te še posebej barvite? Ja, res je, da imamo najrajš obrobja. Se mi zdi, da najbolj nam sedi Rezija, pa Istra, pa Prekmurje in Bela krajina. Ta obrobja so nekako glasovno najbolj zanimiva, najbolj drugačna. Čeprav prepevamo tudi centralno Slovenijo, ker za to področje je pa mogoče značilno to večglasno, tudi do 5-glasno petje, ki je pa po svoje tudi zanimivo. Obrobja so pa tista manj znana, bolj nenavadna, bolj raznolika in pač to potegne, ne? Kako pa je z narečji, se jih težko naučite? Mi se bomo danes zelo izogibali štajerskih pesmi. Ja, se potrudimo, ampak verjetno bi nekdo, ki nas posluša, pač zadanemo, kolikor zadanemo, ne, se potrudimo pri izgovorjavi, da bi pa znala vsa narečja, pa ne. In katero vam je najbolj pri srcu, pri katerem pa si najbolj lomite jezike? To je verjetno za vsako Katico zelo individualna stvar, ne, ker 13 žensk, to je zelo individualna. Ker imamo dve Valenčanke, one dve nimata s štajerskim dialektom nobenih težav, me pa z vokali sigurno, ker ostale smo bolj Ljubljančanke. Se mi zdi, da smo se kar dobro priučili Rezije. Istra nam tudi leži, mogoče imamo s prekmurskimi vokali največ problemov. Nekatere ljudske pesmi posodobite, povežete jih z modernimi elementi. Se vam zdi, da jih potem ljudje zaradi tega lažje vzljubijo, jih imajo zato raje? Ja, mogoče se na ta način približa slovenska ljudska pesem tudi pač sodobnemu življenju. Je pa tudi to, da če se kaj novega razvija, je mogoče tudi nam bolj zanimivo. Tako da včasih ko prepevamo pač te ljudske pesmi, ne gre niti za priredbo, ampak gre za našo izvedbo, ki je mogoče drugačna, kot je bila v originalu. Prepevamo pa tudi priredbe Darja Marušiča, ki jih je napisal posebej za nas in te so nam res, se mi zdi, pisane na kožo. No? Veliko nastopate tudi po Evropi, Italija, vse naše sosedne države, Velika Britanija, Irska. Se vam zdi, da je glas, prav tako kot glasba, en univerzalen jezik? Ja, moram reči, da smo bile Katice še posebej na začetku našega delovanja, mogoče še bolj toplo sprejete zunaj.
In do zdaj smo še zmeri uspeli navdušiti s tem, da je Slovenija, ki je tako majhna, da ima eno tako pestro glasbeno izročilo. Letos smo imeli tako bogato tujinsko življenje, smo bile en teden na Portugalskem, kjer smo imeli 4 celovečerne koncerte, ki so bili res dobro sprejeti. Sodelovali smo pa tudi pri enem projektu Janeza Dovča, ki je pa večjo skupino glasbenikov popeljal v Bruselj in tam naredil en tak fajn, velik koncert ob zaključku predsedovanja EU. Greste nastopati tudi k Slovencem, ki živijo v tujini? Ja, smo se udeležili tudi recimo festivalov v Avstriji, ki so bili organizirani strani te slovenske manjšine, tudi v Gradcu, tako da sem pa tja tudi. So te vaše pesmi pri njih najbrž še posebej toplo sprejete, ko jih spomnite na dom? Ja, seveda, tisti je pol še čustveno bolj nabito kot sicer. Tudi v Italiji smo bile pri teh Slovencih v Italiji in je bilo tudi zelo prijetno. Ena izmed hčera, ena izmed Katic je menda enkrat prišla domov in rekla, da so se pri slovenščini učili tisti kul komad od Kreslina, pri čemer je mislila Prešernovo vrbo. Se vam zdi, da je recimo popularizacija takih pesmi, da pripomore k prepoznavnosti ljudskih pesmi ali pa nekaterih naših pesmi slovenskih pesnikov? Jaz mislim, da se je v bistvu v zadnjih 10 letih na ta način, da se je popularizirala slovenska ljudska glasba, tudi preko tega, da so jo popularni glasbeniki na svoj način izvajali, da je veliko več otrok, ki znajo našteti recimo vsaj nekaj slovenskih pesmi, ki jih mogoče pred 20 leti niti ni bilo. Ne? Tako da jaz mislim, da to ni nič slabega, da je kvečemo pripomore k tem, da se ljudje nekako vračamo malo nazaj v zakladnico. In po kateri slovenski pokrajini bomo potovali danes, če vas bomo prišli poslušati na Jurčkov oder ali morda kar po celi Sloveniji? Mi vas bomo povabili na eno tako popotovanje vse naokrog po Sloveniji, spet se bomo po stari navadi zadrževali bolj na obrobjih, zaključili bomo pa z nekaj priredbami, se pravi, da bomo šli tako malo od starega proti novim, zaključili bomo s priredbami Darja Marušiča. Jaz vam zahvaljujem za ta pogovor in vam želim danes še en uspešen koncert. Hvala lepa.